To je bilo uspešno, ko prijavati. Čula, kjer je faks, ti hodiš pa jaz tak njega. Kaj? Jaz še v osnovni šoli človek, kaj s tamo? Malo smo tiho rata pa. Takrat smo se bolj nehala meniti. Angelski glas in nasmeh do ušes. Energija, ki je enostavno nalezljiva. Tokrat prvič v našem studiu neokvirjeno gostimo mlad glasbeni par, ki velikokrat nastopa na naših okoliških glasbenih prireditvah in navdušuje množice. Matic in Eva, lepo pozdravljena. V čast nam je, da nas imamo tokrat v studiu, ker glasbenike pa še pri nas nismo gostili. No? Ja, hvala lepa. Najprej me zanima, kar je mogoče malo neobičajno, zelo mlada sta, pa pred kratkim sta se poročila. To mi je bilo ena taka zanimivost. Kako to? Dobro vprašanje. A boš ti? Zakaj pa ne? Nekako smo se našla, začela smo in delati in praktično živeti že prej skupaj. No se jaz tako tudi nisem več. Ampak smo bilo dobesedno, pač zakaj pa ne? Mislim, fajno mu je bilo... Čisto koliko dejansko sta stara? Ker vem, da Eva je mislim, proti meni, ja, zelo mlada punca. Jaz sem 27. Jaz pa 21. Ampak je malo neobičajno, bi rekla. No, se mi zdi, imamo kakšne tu pa tam peščice, da so res tako mladi, da se poročijo, ampak vidva pa... Jaz sem enkrat, vem, ko smo igrali poroko, pa smo bili stari, mislim, da glih 20, nekaj takega kot ansambl, vsi skupaj, ne? Pa igramo, pa niti pričakovali nismo, pa nam tako ob 2 po noči ženim, pa ne veste, pa vi veste, koliko smo mi staro, ne? Ne vem, to meni 24, 25 pa že, ne? Pa so bila sveža 18, tako da takrat smo prvič mlajšima od nas poroko igrali in sem tako mislila, pa se je na koncu pa res, zakaj pa ne? Čeprav še mi takrat nisma, ker pač pa še je bila res mlada takrat, ne? Ja. Ne vem, če smo se poznala sploh, ampak dobro, no. Zdaj pa, ko je tako naneslo, mislim, začela smo skupaj živeti, res nama funkcionirala, začela smo delati skupaj, začela smo potovati skupaj in smo bilo tako, zakaj pa ne, mislim, fajn se imamo imela, tudi poroko smo se naredila tako, da smo se naplesala, pa vajna hrana je bila, da je bilo to. To je bilo to. Tako da uživala smo. Ful je bila nenavadna poroka, no. Mislim, drugačna je bila, tudi, ne vem, pri nas je tradicija neka bela obleka, zelo dolge poroke, že od zjutraj se začnejo, pa seveda poročna torta more biti in tako dalje. Tako da, ko smo prvič staršem in ostalim sorodnikom povedala, da bo pač mogoče nekaj drugačnega, so bili tak, ok, kaj nazaj mi pričakujemo. Mi dva smo vedno drugače v črnem, ne vem, pač moja garderoba je sestavljena iz črnega in to je to. Ja, še imam kako belo majico. Jaz se nikoli ne dam v belo, to pač meni barva ne paše, se mi zdi, da mi ne paše in nikoli pač sem bila tak bele obleke, ne bo ni šanse. Prva misel je bila, ajde gremo v črno, kar je bilo še hujše. Pa nekako smo prišli na to, no, sem šla obleke probati in sem prišla na to, da je bila taka sivo-vijolična, to da res pač ni bila tista tradicionalna, tudi drugače je bila narejena, kot so tiste tipične. Potem pa mi dva ful ne jema torte, pač nimamo je rada, ker to vse posod jema in pač smo se je navolila. To da smo rekla, danes, ko smo še bila na sveže skupaj, smo se enkrat zafrkavala in z drugim smo tako, veš kaj bi bila pa ful dobro fora, če se mi dva kdaj poročimo, da nimamo poročne torte, ampak imamo pico. In na koncu smo res imela smo pico pa hamburgere. To je bila najboljša poročna torta, o kateri še danes vsi govorijo, mislim vsi, ki so bili povabljeni. Pa to je bilo kaj posebej sestavljeno, ali kako je to izgledala, ta poročna torta? Najna ideja sprva je bila, da ne, da bomo dobesedno prinesla enih 10 škatl, glej, pico ima. Ampak potem so nama sestavili in so naredili tak na nek, kako bi to rekel, nek podest, take lesene kolute. Pač malo je bilo pripravljeno, lepo zgleda, pa še tako malo hamburgeri, gor pa to, no. Ampak res je bilo smešno, ker smo vsem govorila, pazi, zdaj torta bo. Pa doben nama ni verjal. Doben nama ni verjal, ja, se to je bilo fora. Pa res je bila napoved, pa vse res niso vedeli, kaj pričakovati, ne. Pa še potem so za one kresničke noter piknili, da kao, da je res torta. Edino moram pa povedati, se pravi, nasploh jaz za vsak vikend igram in vsak vikend torta in torta in torta, nikoli se še v življenju tako hitro ni pojedla. Ja, v 5 minutah je ni bilo več. Ni bilo nikaj za več. Pa je bilo kaj enih 8 velikih pic, pa 40 hamburgerov. Nekaj takega, ja, v glavnem ful je bilo. Pa 70 ljudi, tako da se je res hitro pojedla, no. Jaz mislim tudi, ko sem to prebrala v vajni poroki, ne, da je bila malo drugačna stvar, pa te dva sta idealna za naš neokvirjeno, ker dejansko izstopila sta iz okvirjev, tudi prstani so bili leseni. Tako, vem, da sta imela še neke druge posebnosti, naprimer, da preden sta šla na svojo poroko, sta že prej nekje igrala.
Ja, Običajno ne veste, rabijo te priprave, pa ne obleke, pa Ja. slikanje, pa družice, ali kako je že ta postopek? Ne, to mi dva nismo, no. Mi dva imamo kar svoj neki biznis furama, tako da nekako ni bilo opcije, pač dejansko pojem ogromno na pogrebih in umrla je od ene zelo dobre, prijazne gospe, ko smo pač resno smo si skupaj ogromno se ogromno smo skupaj delali. No. Je ravno takrat oče umrl in to je bilo ravno ona je mene 3 dni pred tem, torej pred poroko klicala in ravno na ta petek je to padlo. In kak je naj zdaj rečem, čuj, ne tisto, Ne bomo prišla mi, da se poročimo. pa še želja, vlakaj lahko ti pa Eva prideta. Ja. Oj. Pač res smo se dobro razumeli, pa ful je dala na nas. Te pa smo pač rekla, ja se bomo potrudila, ne, pa smo pač šla, pa smo pač direktno potem tam z pogreba letela narediti dobesedno, ne vem, če 5 slikic, pa smo še malo zamujala na obred, pa smo še tja letela. No, zamujala nismo, zamudila bi. Zamudila bi lahko, Da smo ja. prišla tja, cela še pogrebno oblečena in Tam so tako si bili, 5 ne bo minut. ta taka. dejansko je bilo tako. Tam so bili že vsi pol ure pred nama, ker so pač je bila še kao tista zakuska, pa neki kanapeji, pa tako. Pa sem se jaz letela zadaj preobleč, pa smo tako, ok, gremo se poročiti. Tako da je bilo malo na usta. Ampak tako v najnem stilu, se sem vedela, Ja. da morajo nekaj norega pričakovati, te pa. No, zgleda, da res ta spontanost to je čist vajen stil. Ja. Ja, tudi se mi zdi, da celo življenje tako funkcioniramo. Ja, izven Zelo serijsko, spontano. malo mora biti drugače, pa se moraš fajn imeti. No. Tudi pesem, recimo, vsi imajo, pa skozi spoješ te poroke in si navajen, te leste boj za vse življenje, take stvari, ne. Nam je to pač pocukrano, Ja, roko na srce, preveč mislim, vse je pocukrano. lepo, samo ni to najno, ne. Mi da smo rabila pesem, ki je nama je nekaj, mislim, no. Bolje tebi nekaj Bolje pomenila, meni no. pomenila, meni pa moj Meni je bilo pa mlad je. dobro, ker je drugače. Ja. Ne vem, pač sej pesem zdaj, ko sem odrasla, pa jo drugače poslušam, je malo taka, ne, ampak ne vem, mi dva z Atijem smo si to vedno pela, ker sem jaz jo imela ful rada. To je bilo drugače, Cingu Lingu Lingu od Frank Kinslerov. Tako da je bil šok za goste, ampak no, meni pa Atija je ful pomenila, tako da. Se mi zdi, no. Res smo se pa smejali, ker je bilo dobro, Drugače kaj pa te smo zdaj. se malo nasmejali. Nismo htela imeti neke turobne poroke, ker tega ne maramo. Tudi ful smo razmišljali, najin prvi plan je bil iti na Bali, pa se tak čist tak poročiti, vzeti tiste res najožje, da tudi to, da pač doživijo to z nama, ampak smo bila pol nekako ni šlo skozi, ker Bali pač ne dovoli nekih določenih različnih porok. Tako smo pa naredili. Pa smo pač rekla, ima naredila čago, mora biti dobra muzika, mora biti dobra hrana, pa fajn se imejte, to je to. Smo Ful rekla, nismo komplicirali. Pač go with the flow in Ja, Tako. pa pa že bo, tako pač mora bo biti. sekirala Tako. se, ne bomo. Se mi zdi, da danes je ful preveč parov sekira. Tudi jaz sem se, dokler Matic ni prišel, je tako, ej, daj, umiri se, pozabi, glej, kak bo, stvari bojo šle narobe, pa tudi če ne bojo, glej, gremo, uredimo, vse se imamo rada, bomo zrihtali, je to je važno. to ko gre narobe, to se ne boljše zapomniš, to je tako. Ja. Če se A ne, le če ne je šlo kaj sekiraš, narobe? ne. No, mislim, no ne, Ra- vseeno nam je bilo. ja. Vsi to vem, da je, ko sem imela, mislim, doskrat, ko smo se kaj pogovarjali s to fotografinjo, Tjašo Oman, ona je ravno rekla, da se ji zdi na porokah, mogoče če gledamo napram preteklosti, da so bile bolj spontane, da so bile slike tudi lepše, ker so bili Ja. ljudje bolj iskreni, bolj pristni. Ne? Ja. Rekla, zdaj je pa toliko tega, da so dejansko želijo biti popolni na slikah. Ne? Saj to je, ne. In je to čisto zgrešeno. Je rekla, vidi se, da so ljudje pod stresom, pa če ne že za konca, mislim, tista, ko se poročita, pol pa ne vem, tašče pridejo, pa vsi tisti zraven to pritiskajo. Ja. Če nisi v skladu z merili, pravili. To smo se mi dva šla, oprosti. Ne, povej. To smo se mi dva šla na skrivaj za to slikati. Noben ni vedel, mi smo rekla brez fotografov, brez snemalcev, pa smo se šla kaj pol ure pred poroko slikati, na hitro je bilo to. Smo res rekli še fotografov, ker se poznamo. Smo rekli, da če imaš 20 minut, naredi karkoli, vse eno, dobro bo, ne. Pa naj ne bodo tradicionalne, ker pač to nama ni, pač brez veze nama je, ker smo vse posod smo v tem, smo rekli, moramo imeti nekaj drugačnega. Potem pa tudi dejansko in na obredu in zvečer smo vse svate lepo prosila, dajte pospraviti telefone, dajte ne slikati. Fajn se imejte, to je to, ne želimo nič drugega. Tudi smo rekla, razumemo, zakaj fotografi ful cenimo njihovo delo, konstantno sodelujemo s fotografi in snemalci.
tudi mi dva snemama, ampak smo rekla, tega ne želimo, rajši bomo nekaj prišparala, pa čez 5 let čago ponovimo. Tako. Se vam imela boljše in smo pač resno večini so se tudi držali, so pospravili telefone, plesalo se je celo noč in to je bilo to, mislim, hrana je bila ful dobra, muzika je bila ful dobra, druga nam pa vse. Kaj češ lepšega? Točno to. Pa tudi, ker nismo imeli fotografa, to še je bila drugače. Ponavadi imajo to skupinsko slikanje, pa ne vem, kaj še se to nama ful ni bilo všeč. Mi dva pač imamo rada spontane trenutke, ko smo pač vsi malo smotani, ali kako bi to lepše rekel. Pa smo bila tako, ok, damo vam, ne vem kaj, eno pesem. Ja, mislim, da je bila na pesem, ja. Eno pesem, imate čas, da preletite k nama, naredimo en selfie, pa je to. In so slike bolano dobre, res. Ker so drugačne, ker se ljudje posebne so, zagužvajo, vsi so bomo se prišli. potrudili. Vsi so bili veseli, tako da je bilo ful fajn. Bi še enkrat, no. Ne, se tudi tako bi rekla, zdaj ne vem, da je v kakšni gostilni smo videli, ne, bolj, mislim, jaz nisem še v takih gostilni, ampak videla sem na družbenih omrežjih, ko imajo tudi, da daš v škatlico, če greš telefone tam ali pa to, da ko si pač ješ, da ne gledaš po telefonu, ampak vse dejansko je to, ker mi smo več nismo toliko dovzetni, nismo z ljudmi, ne, mi smo več odnosa naredimo s telefonom, kot z ljudmi, ne. Točno to. In spomini so tisto, kar res štejejo. Doskrat se mi zdi tudi, ko gledamo kakšne slike, ne, pa je kakšen taki zgodovinski trenutek, ali pa ko so koncerti, pa vidiš vsi s telefoni slikajo. Vem, ene slike, ki pa so ene starejše stale, pa ste tako gledali, pa pač kdo bo več odnesel tega koncerta. Ne. Vse to je. Mislim, da so tudi te slike nama ogromno naredile, ker ne vem, če gledam recimo z moje plati, jaz imam ful rad tehniko. Konstantno in s telefonom, in s tablico, in z računalnikom, konstantno s tehniko delam. Pa ne, da bi mi bilo naporno, pač dejansko imam rad tehniko, dejansko ful rad delam s tehniko, pa kakorkoli gremo, tudi če gremo mi na nek koncert, pa to, pa kaj bom zdaj tam snemal, uživaj, ker si tam, boš šel naslednjič na en koncert, pa jih vidiš pa so tak. Ne, pa sem tak pač, ok, dobro, te pa vodi, ampak mislim, že ko meni nekdo reče, kaj bi lahko nekaj posnel, pač izven vsega si, ker si samo v tistem posnetku noter, sploh ne moreš uživati. Ne vem, vse tak je nek feeling, no. Ja. Take stvari moraš uživati, po mojem, mislim, ponajno moraš uživati, to nema se. Ja, res preveč ljudi, da več na telefon, kot na tisto biti priseden v trenutku. No. Tu imamo mi dva ful problem s socialnimi omrežji. Ne. Ker pač, če hočeš pri nas uspeti, je treba ful v socialna omrežja dati, objavljati, biti reden, pač ljudem dati vedeti, kaj delaš. Ampak mi da smo pa zelo tak, pa ne bi še zdaj bila na telefonu, pa nekaj objavljala. Pa se slikala. Pa se slikala. Jaz imam Instagram 10 let, pa eno sliko imam. Recimo, ne? Naprimer. Pač to, kaj je treba za ansambl, za skupino, za najo, tisto pač moreš, ker je potom biznisa. Drugače je pač recimo družbena mreža, eno sliko imam, pa ful je vrejo za komunikacijo med sabo, to ful uporabljamo. Pač se moramo ravno, ali zaradi biznisa, ali zaradi vaj, ali zaradi karkoli nam pride ful prav. Da pa veš, bom objavil sliko, sem na morju, sem tak ne na morju, sem užival, bom pustil me na miri. Razen kaj je treba, ne? Ja. Nekak tak. Ok, zdaj smo malo predelali. Ne, saj ni problema. Jaz sem pač ravno hotela to, ker sem videla to posebnost vajno, kar mi je bilo tudi všeč, da pač malo sta drugačna, imata neke druge poglede. Tudi zaradi tega, ker sta mlajša generacija in dosti starejših reče, ja, mladi so pa preveč na telefonih, ne. Se smo. Ja, smo, ampak se mi zdi, ne vseh meta tu isti koš, to bolj, ne. To pa res. So tudi izjeme in fajn je, da pokažemo in predstavimo vaše poglede, ne. Ampak prvotno, tako kot sem rekla, pa sta glasbeni par. Eva, ti si začela prepevati že kot majhna deklica. Ja. A se spomniš prve pesmi ali pa prvega nastopa? To se mi zdi, da se še tega zdaj vsi spomnijo. Bila sem, kaj stara, 4 leta v vrtcu, dansko se tu v Lenartu vete shodila. In sem z svojimi plesalkami, še takrat sem si naredila kar fino ekipico, pa smo skupaj zapele, imela sem obsesijo z Foxy Tinsicami, ne ta starimi, ampak ta novimi, tako je bila Ines Erbus pa to noter. In so imeli ta, kaj je že bil, Mathmo Wings, v glavnem to pesem in sem jaz to lepo v vrtcu nastopala, one so pa zadaj plesale. To je bilo ful lepo. Je fajn za nazaj pogledati posnetek, pa se malo nasmeja. Je pa potem ta karijera, mislim, kdaj si dobila ta občutek, da pa je glasba tisto, da ti je wow, ali pa jaz hočem biti na odru? Dejansko je v moji družini vedno bila glasba prisotna, tudi po atijevi strani so starši vedno predvajali glasbo, to pač ni bilo
nekega kosila v tišini, to je pač vedno radio mogel igrati, se mi zdi, da je to še dan danes marsikje. Po mamini strani pa vsi ful radi pojejo, no. Sicer so bolj v klasično glasbo usmerjeni, medtem ko je Ativa stran bolj v narodno zabavno usmerjena. Teda sem dobila nekako obe perspektivi, pa sem se kasneje potem tudi jaz usmerila sicer sem ful rada poslušala narodno zabavno, ampak sem se nekako usmerila v klasiko, v opero. Potem pa sem nekako malo vsega, pa sem prišla v pop oziroma jazzy, pop, nekaj takega mešanca vsega. Ampak se mi zdi, da je bil tam en 6. razred, ko sem pa si rekla, to bi pa jaz zdaj rada delala, no. Tudi ta nastop, ko si bila z ansamblom Saša Avsenika? To je bilo kasneje, še kasneje. Prvi nastop je bil, ko sem pela, v osnovni šoli sem pela od Celine Dion My Heart Will Go On. In takrat sem dobila, celo publika se je vstala, stoječe ovacije in takrat je meni to naredilo, mogoče pa jaz to bi, ne. Tako da takrat je bil tisti res moment, ko smo tako očitno imam nek čut za to, da dam se v to usmeriti. Drugače vedno sem htela biti veterinar. Ne vem, zakaj sem to potem opustila. Ful ne rada berem, mogoče za to. Aha. Tako da. Ampak živali pa so ti blizu. Še vedno. To imamo krb problem, midva, ne? Ja. Ker matic pa ful pač jaz na kmetiji gor odraščala, pri babici in detku. In to sem bila vedno v središču živalmi, pa smo imeli krave, pa smo imeli pujse, pa male muce, pa smo imeli ogromno nekih živali in to sem jaz vedno zraven pomagala, pa sem tudi dojila, pa pujse rihtala in matic, pa njemu pa je ful to tuje. Mislim, se imajo starši kmetijo, saj sem bil, mislim, in s kravami in s pujsi, ampak pač vedno nekako oni so tam, jaz sem tu vredi, je. Varna Velika žival. Nekako se, mislim, nisem si nakomot, ne razumem se, ne morem se z njo pogovarjati, ne vem, kaj bo naredila in pač nekako nimam tega občutka. In ne vem, kaki mali pes, kaka mala mačka, sem si ampak to je to, no, nisem pa, kak pa prije nekaj velikega proti meni, pa nisem najbolj, ne, to je bilo najbolj, to je bilo vseeno krava ima tono, ali pa? Ja, sej to, ne. Ravno smo bila letos januarja, ko smo bila v Kostariki, pa gremo mi dva na vulkan plezat, ne, pogledat. Pa resno smo že cel dan hodila, pa vročina, pa vlaga, pa mislim, da je bil 3. dan, ko smo ravno prišla iz našega mrzlega tja na vročino, pa nisem še navajen, ne. Pa naredila smo že, po mojem, ne vem, 15-16 tavžen korakov v breg gor, zmatrana ko pes, pa gremo te nazaj dol, pa gremo tu po drugi strani, ne. Da nama spet iste stvari gledala. Gremo te po drugi strani, pridemo dol po drugi strani in pridemo, ne vem, po mojem, 100 metrov stran od lokacije, ker imamo avto. Ampak prijemo na pašnik z enimi 15 mladimi kravami. Ne malimi, pač mladimi, norimi. Gremo tu mimo. Jasno, gremo tu mimo. Jaz sem navajena, meni to ni problema. Me je prepričala, smo šla mimo, smo šla 10 metrov, sem že letel nazaj, ker se je krava proti nama spustila. Pač jaz ne morem, tako sem letel v tisti breg. Živali čutijo strah. Ja, se vem, samo pač. In da smo šla še enih 40 minut nazaj v breg, da smo šla po tvoji strani. Pa nazaj dol. Tako da nahodila smo se, eno. Vem, samo ti si res, ti si nikoli ni bil komod živalmi, jaz pa ne vem, že kot mala pač starši so vedno bili tak, ja, pa poglej, pa to ti ne bo nič in sem vedno tudi imela kače okrog vrata, so mi bile ful simpatične, nasploh neki plazilci, kuščari, to še imam zdaj ful rada. Jaz bi še zdaj imela neko brodato agamo doma. Samo se matic najbolj loto, če kdaj jaz ne morem. Tam je, terarijo je najbolj. Ali pa kaka kača, to mi je bilo vedno fajn. Res eksotika. Ja, tako da je nekaj posebnega, da ni. Ali pa kaki dihurje, to so kul. Podlasice. Ja, to vem, da ta naš najpoštar, on ima tega, dosti dihurov. Res? Ja, in jih. Enega je imel, pol jih nekako posvoji, ker je pač težava z njimi, ker so zelo to polni energije. In on ima doskrat Miha, ja, je tudi video objavila pa to. Zelo take crkljive živali. Ampak so kradljivci, pa skrivajo, pa ja, rastor delajo po hiši. Zdaj ga lahko vprašaj zjutraj. Bom ga vprašala. Tudi Matic, ti si tudi glasbeno nadarjen, bi rekla, bolj ta instrumentalni del, seveda tudi poješ, ampak bolj me tudi ta zanima, ne? Bi rekla, poliglot v instrumentih. Ja, nekako me je vedno vse zanimalo, kaj se tega tiče. No. Jaz sem začel v prvem, drugem razredu s klaviaturami takrat še.
Pol sem nekako prešaltal na frajtonarco, ker pač nekako malo se je doma poslušalo, malo ono, malo kakaj čaga. Moja dva sicer starša sta oba igrala harmoniko, sicer klavirsko harmoniko, ampak ne več v času, ko sem jaz bil prej, sta igrala, pol sta opustila. Pol pa se je nekako, ne vem, skozi osnovno šolo sem pač malo igral klaviature, malo z ansamblom, malo frajtonarce in pa to je to. Tam 9. razred pa je bilo se treba odločiti, kam grem dalje. In nekako drugega glasba me ni zanimalo. In dejansko sem takrat imel potem 6 mesecev časa, da sem se prijavil na sprejemne, to pomeni, mogel sem narediti celo nižjo glasbeno iz teorije, celo nižjo glasbeno iz instrumenta. Zdaj nekako so mi vsi potem predlagali, ker sem pač igral vseeno frajtonarco, naj grem te na harmoniko, čeprav je bila čisto druga stvar, ampak nekako si navajam vseeno meha pa to, čeprav mene vedno bolj klavir zanimal, ampak v redu. Sem pač potem na harmoniko, na srednjo na harmoniko, na faks na harmoniko, na faksu me še posebej na jazz potegnilo. Tako da nisem bil več ne toliko iz narodne, sem se nekako prelevil, mi je bila ful všeč klasika, kako sem prišel na faks, pa sem samo v jazz pa rock pa te vode začel poslušati. Istočasno, nekako s časom pa sem se pač, ne vem, in kitaro naučil in fajn je bilo in vedel sem, da mi je prav prišla in bas kitaro sem se kupil in sem se naučil in bobne imam doma in lahko posnameš sam in trobenta sem se naučil in pač, ne vem, nekako eno z drugim gre, no. Ja pa tako imaš tisto neko osnovo postavljeno, ni toliko težje se nekega inštrumenta naučiti, ker se ne rabim učiti zdaj, kaj zaigrati, ampak samo kako to na ta inštrument spraviti. To je edino, kaj je, ne. Ker nekdo, ne vem, če rečem zdaj, nekdo, ki ni v glasbi, se ne gre neki inštrument naučiti, bo se mogel tudi učiti, ne vem, kjer je, pa mora on zdaj ton zaigrati, ne. Jaz se moram pa samo naučiti, ne vem, kak instrumente zdaj pa ta ton ven spraviti, pa kak potem to zaigrati, da bo lepo na ta inštrument. Torej, samo novega inštrumenta se moram učiti, ne pa glasbe. In zato pa potem pač gre tako široko lahko, no. Zadnje sete pa predvsem jaz se, ne vem, ogromno v studijsko snemanje pa v to mečem nekako, ne vem, fajn je. Preprosto je fajn, pa da imaš klavir, pa lahko vse lepo posnameš, pa počasi si studio urejamo in tudi mi dva zako delamo in album in vse skupaj je veliko lažje, ker pač grem jaz domov, se zaprem, pokličem, evo, da prijem posnet vokal, ker rabim vokal tvoj, pa prije posnet, pa potem pač za 2-3 dni imamo že prvi demo, pa pač vse lahko delaš sam na tak način, ne. Pa drugače ti tudi poješ, ne? Jaz tudi pojem, ja. Sam Eva boljše poje. To je pač dejstvo, mislim, ne skrivam. Kaj? Pač tak je, jaz sem ravno zaradi tega in ansambla in to imam ogromno kilometrine, predvsem iz petja različnih štim, sestavljanja harmonij in vsega tega skupaj. Ni da ne bi znal pet, ampak preprosto jaz bom zapel, bo bilo ok, medtem ne vem, Eva bo zapela ali pa kdo drug, pa bodo bili vsi wow, da ne vem zdaj, kaj druga rekel. Ne. To je nekak razlika, medtem ko na klaviru sem pa jaz doma, tam pa lahko delam, kaj hočem. In je pač, ne da ne bi znal, so pač neke stvari, v katerih bolj blestiš, v katerih manj blestiš. In nasploh se mi zdi, petje je taka stvar, s katero moraš tudi malo biti rojen. Ker ti mora biti tudi glasdan, ker jaz bi lahko ne vem, kaj delo, pa ne bom, ne vem, košarka je igral, tako da Dončić je igral, ker niti visok nisem tak, niti predispozicij nimam tak je po mojem podobno pri glasbi, ne. Nasploh pri nekem petju. Zdaj, ko imaš ti nek občutek za samo glasbo, pa če imaš dovolj velike roke pa motorike, se boš nek klavir mogoče lažje priučil, je pa spet recimo pri klaviru, zdaj če imaš ti zelo male prste, je že lahko problem, ker ne moraš dovolj narazen seč pač neke stvari, s katerimi si rojen oziroma s katerimi nisi, to nimaš kaj narediti. Tako da... Iva, drugače ti tudi igraš kakšni instrument ali si probala? Jaz sem naredila drugače 6 let nižje glasbene iz flavte, tako da to še kakšna lestvica zleti, ko pač je motorika naštudirana. Drugač pa kak klavir, samo res tak, osnove. Nisem jaz za inštrument, rajši pojem, mi to bolj leži. Imam za to matica, ne. To smo se v redu tako našla, da se dopolnima, da jaz ne rabim klavira vežbati. Ali pa kitare. Matica lahko uživa. Pole dejansko ko yin pa yang se lepo dopolnjujete, to je super. Dansko. Matic, naprimer, kaj bi pa rekel pol, če ne bi bil v glasbenem svetu? Okay, rečemo, Eva je rekla nekako, bi se najdla kot veterinarka med živali. A pa bi imela kmetijo. Kje bi se pa ti najdel? Jaz sem vedno bil v znanosti in v take stvari. Znanost, adrenalinske stvari, pa letalstvo. Čeprav ne letim, sem pa nor na to. Tako da, ko gremo na potovanje, jaz samo čakam, kjer je letalo me dobro, pa da gremo v luft. Tudi recimo potem, za enega izmed prvih rojstnodnevov, ker me že Eva toliko poznam, mi je kupila dejansko karto za prosti pad, pa smo šla, pa smo z letala skočila svetovno, vsak dan mi skakaj recimo. Ja, je. Zakon, no. Tako da, neke take stvari, zapravim, zadnja leta pa mi je tudi recimo računalništvo ful blizu. Ne da znam zdaj
karkoli kodirati ali karkoli, sem se v tiste neke osnove spustil samo, ker me je zanimalo, ampak tudi z tega vidika in produkcije in to, da pač malo razumem, zakaj se gre. Če ne bi bil v glasbi, ni dvakrat zareč, da se ne bi v to spustil, ker me zanima, ampak pa zdaj imaš tisto nekaj določen del časa, ki ga pač posvetiš eni ali drugi stvari. Ne? Ampak od mlad sem vedno rekel, da bi bil pilot ali pa astronaut, vesolje, fizika, matematika, to mene ful vleče nekako. No, zanimivo, ne? Nisem pričakovala. Ja, vse doben ne. Ker vem pa to zgodbo, v bistvu, ko ti si tudi pač študiral glasbo, ne? Dejansko pa do diplome ni prišlo, ker si imel eno zdravstveno težavo. Tako. Zdaj to tudi pomeni potem, imaš ovire pri igranju instrumentov ali si se toliko zvežbo, da si se prilagodil? Imel sem precej ovir, zdaj je veliko bolje, ampak ogromno moram paziti, da telovadim, da držim močno zapestje. Nimam več takih gibov, zdaj pri tem, kaj mi igramo, to ni problem. Pri neki klasiki je bil to velik problem, ko jaz nisem mogel več zapestja zaviti, tako bi ga mogel zaviti. Dejansko jaz sem začeli končal vse predmete, diplomo sem že imel v pripravljeno, diplomski koncert sem že imel, ko je mene začelo nekaj v zapestju špikat, pa še lih med korona je bilo, pa predtem sem prišel do doktora, je to trajalo. In po pol leta te jaz pridem končno do enega specialista, ki je tak, čez en teden imate operacijo, jaz pa celo polna sezona porok. Skoraj me je kap trofla. No, v glavnem smo tisto nekako porihtali in 2 leti nisem mogel prav igrati. Leta pa pol sem rabo, da sem z ansamblom upal prvega nekega Abrahama igrati, ampak po 5 urah je že mene zapestje konkretno bolelo. Zdaj te stvari oddelam brez problema, ampak če bi pa mogel zdaj po klaviru, kaj treba malo bolj vdariti za razliko od neke harmonike, pa bom klavir mogel, ne vem, 12-13 ur igrati, bom fajn čutil že tudi zapestje na koncu. Tako da malo ovira, malo ne, pač fejs moraš paziti, problem bi lahko bil čez 20-30 let, za zdaj moram trkati funkcionira. Imata tudi zelo, mislim, natempirano stvari, ne? Tako da zna biti problem. Zdaj, naprimer, časi porok nastopata na raznih teh občinskih prireditvah, pogrebi in te stvari. Konstantno, zdaj trenutno bolj problem spanje, kot karkoli drugega. Trenutno roko k sreči, se pravi, moram trgati, ni problem. Ne? Je pa res, da pač tudi, da vsaj zvečer, ko pridemo, da se nekaj potelovadi, ker vmes, ko nisem uspel, pa 1-2 meseca nisi telovadil, pa ti vse skupaj malo pade, začne mene dejansko zapestja boleti in moram ful paziti. Tudi problem je, ko nekdo pride, moh ne da kaki politik, ko ima v navadi, da ti fajn roko stisne. Jaz nimam moči v desni roki, ne? Mislim, imam, ampak daleč od tega, ko pa mene nekdo fajn stisne, pa sem tak, samo zablokiraš, ne? Ker ne morem nazaj stisniti. Ker to ne vem nikoli pozabil, ko sem šel jaz iz tiste, mislim, tako sem šel iz operacije, roko sem mogel imeti fiksno na mestu, mislim, da ne 4 tedne. Potem pa, ko grem, da meni vzamejo to dol, pa pregledajo vse skupaj, pa to, ok, vredo je, lahko začnem jaz razmigavati, z roko sem naredil to in to je bilo to, ne. Pa se jaz vozim z iste bolnišnice domov, pa nekaj Red Bull sem si vem na nabavo. Pa ko prijem domov, pa hočem jaz pač, počevim, ko stisneš, pa vržeš stran, pa naredim tak, pa ne morem stisniti, tako jim rak mi noči padam, ampak dobro, no se gre. Pač manjka mi še vedno ta moč, problem je, velik problem imam, ko moram karkoli težkega držati, premikati, da mi karkoli roko trese, ker pomeni, če doma kosim, pa se silkarco kosim pol ure, me že boli, fajn boli, ne. Tako da nekaj štemat, jih ne mogo, no, jaz pobajti, to je problem, ne. Ja, boš ti po mojem, no. Take stvari so, to je največja ovira pri glasbi, zaenkrat še k sreči ni, no. Je vmes bila, zdaj pa je okej. Ok, glasba vemo zdaj, da vaju je povezala, ampak prva tista stična točka pa, če se ne motim, je bil konzervatorij v Mariboru. Glasba. Ta solo oddelek, tam sta pričela, sta se spoznala, začela tudi kot sošolca verjetno, ali ne? Kako je to bilo? Neke vrste? Tak, pač zdaj solo petje je ful taka specifika, ker vseeno klavir približno, se lahko rečemo, otroci začnejo pri istih letih, da tam nekako so sošolci. Pri nas je pa tako, da načeloma solo petje začneš pri 16, eni se kasneje odločijo, začnejo tudi pri 23, 26, še kasneje. Da je zelo tak, ne vem, mi smo bili zelo taki mešani oddelek. Ne vem, jaz sem bila takrat, ko sem začela, bila stara 13, koliko je bilo 11? Ti si bila že kot punca zelo mlada. Moški pa nasplošno se recimo kasneje. Še kasneje, ker morajo mutirati, pa ogromno nekih stvari, ki vplivajo na to, da oni lahko začnejo peti. Teda punce smo bile ful mlajše, fantje so bili ful starejši, oziroma vse so bile tudi starejše punce, ampak je bilo nekako tako vse ful premešano, od 13 do 27 let smo bili tam na kupu.
Ampak prvo se mi dva tako nismo nekaj ekstra poznala. Mislim, Če si bila 13 stara. to je res, to pustimo. Matic je pač bil simpatičen mladi fant, se vemo, kako smo punce v teh letih, ne? Ko nas začnejo fantje zanimati. Pol smo pa nekako, ne vem, Nekako smo peli, pa se pač vidiš se na produkcijah, pa se začenjaš pogovarjati. Tako. Dejansko jaz ne nikoli pozabil, tako sem jaz prvič imel opazil. 9. razred osnovne šole mislim, da je bila, jaz sem že tako študiral, ne. Pa pač lušna mlada deklina, pa grem jaz do nje, pa sem tak, na kateri faks hodiš. Prva je bila, ker sem bila res na koncerte, pač moraš biti face namazan, odrsko namazan, dolga obleka, čist drugače nared v petah, pač naglih pričakuješ punco to postara, mislim. Saj to tako. Naredi nekako starejšo. Neko mlado punco to ful naredi starejšo, pač vseeno sem zgledala takrat ful in pol, to je bilo ful smešno, ko prijavati, pa čula, kjeri faks ti hodiš, pa jaz tak njega, kaj, jaz še v osnovni šoli človek, kaj s tabo? Malo smo tiho rata, pa. Takrat sva se pol nehala meniti. Dokler Eva ni bila starejša. Prvo pa smo se spet menila. Po pa sem spet čez 1 leto dobila, čuna, kjeri faks pa ti hodiš? To je dobro. To so Maticovi pick-up line. Aj. Vedno isto. Svojo, bi rekla, to talent in znanje sta izkusila, mislim, sta tudi predstavila in stestirala na raznih tekmovanjih, na katerih vse sta bila, vem, da sta pobirala kar dosti stopničk. Ja, jaz ne vem, kaj si bil ti. Ne spomnim se. Vem, da je bilo ful nekih narodno-zabavnih, ste bili kar zelo uspešni z To je bilo ansambl. kot ansambl, ja, na ansamblu smo bili na festivalih, kot so, ne vem, Števerjan, Ptuj, Vurber, ko smo dansko vse glavne nagrade pobrali. Jaz tudi vmes za melodijo in take stvari. Iz klasičnega vedika vem, da je bil Temsik, pa nekaj je bilo za petje, pa nekaj je bilo za harmoniko. V Beogradu vem, da smo bila. Pač tega je toliko, da iskreno ne vem. Se pravi, najbolj se spomnim teh narodnih festivalov, ker je bilo nekako, mislim, zabavno je bilo, fajn smo se imeli. Predvsem Števerjan, to je bilo zakon, ker je bil čisto neplaniran. Pesem smo imeli dansko za drug festival pripravljen, na katerega nismo prišli. Pol pa smo rekli, pa gremo na Števerjan, zakaj pa ne, doben nas ni poznal, prišli smo tja, ko pač neki 3 mladi fantje, ne. Nasploh ne pozabo, imeli so že takrat petek pa soboto, so imeli kao nek izbor za grand finale, ki je bil v nedeljo. Mi smo še v soboto šli na špil, tako da smo pač jih tako klicali, mi moramo v petek biti doli, ker v nedeljo ne moramo. In to je bila resno najslajša zmaga, da Ben nas ni poznal doli, pojma niso imeli, kdo smo mi. Druge ansamble so dejansko poznali. En ansambl vsega konca vem, da si celo 2 avtobusa ljudi na predizbor pelo, da bi na finale prišel. Glavnem pa mi naredimo v petek, oddelamo tisto, še tako niso bili znani rezultati, v soboto gremo mi na špil, ne. Tam smo bili na špilu, vsi so bili tako, bote prišli, ne, v redu bomo prišli, se ples, pa in smo se imeli, ne. Pa gremo tam in potem poslušati razglasitev. Pa grejo, pa nekako pač mi smo res vedno delali na kvaliteti in smo bili tako se po komisiji bomo prišli noter. Moramo priti, glede na to, kaj smo tam čuli in to pač noro bilo, če ne bi, ne. Pa tam predvajajo, pač predvajamo posnetek, pa našteva, pa pride ansambel zadetek, pa smo tako, ok, dobro, super. Čakamo na jutri, malo bomo zmatrani, pa je to, ne. Pol pa 2 pove pa tako, pozabili smo si povedati ansambel zadetek, ki bo dobil tudi publiko. Pa mi tako, ali smo imeli 3 avtobuse, nas pa en živi bog ni poznal. In to pa bila res najslajša zmaga, ker smo res očitno toliko večino za samo izvedbo prepričali. Ker se pravi, res enega nismo poznali, ne, res nam je bil ne organizatora, ne občinstva, nobenga. In to je bila nekako najboljša zmaga. No, tisto, kaj smo v nedeljo glavno nagrado pobrali, nam ni toliko pomenilo, koliko nam je ta petek občinstvo pomenilo, no. Ta boljša je bilo to. Ker res je ta leta je bilo žal trend festivalov, da pač, če si hotel dobiti publiku, si mogel toliko pa toliko ljudi zraven pripeljati, da so za tebe glasovali. Žal, ampak tak je pač bilo dejstvo vsem znano. In zato je bilo še toliko slajše, ker pač res so si vsi dejansko pripeljali. Dejansko si od tekmecev kupil za kvaliteto. Očitno, ja. Slabe ljudi so si pripeljali. To je bilo nekako najboljše tekmovanje. Se pravi, smo bili v nedeljo, potem dolje smo zmagali, vse nagrade glavne smo pobrali, pač ful je bilo fajn, ampak ta petek pa smo si vsi zapomnili, no to pa je bilo ta boljše. Matice smo dali v čest telele tekmovanja narodne zabavne glasbe, ampak ti si se izkusil tudi v skupini na tekmovanju, ki je pa bil malo drugačnega na komercialni televiziji. Kantare. Nimo zdaj. To sem mislila. Nimo zdaj. Na Talente smo šli, mislim, ful je bilo dobro, ful je bila v redu produkcijska ekipa, ful so sodelovali, pač fajn je bilo, no. Nekako mene je vedno zanimalo ful več
teh zvrsti. Kot mlad sem bil čisti narodnjak, zdaj še vedno imam rad narodno glasbo, ampak pač ne, recimo nikoli poslušam, ne sledim več, kaj se dogaja na narodni sceni. In to mi je ravno pri nas všeč, ker dejansko smo postali ista grupa ljudi. Zato imamo tudi recimo kot Kantare, imamo napisano Kantare Music Group, ker včasih ne veš, koga boš od nas dobil. Ampak dejansko ista grupa ljudi, katera pod 3 različnimi imeni gre v 3 različne smeri. In ko me nekdo pokliče, lahko dejansko za vse stvari nekako usmerimo. No? In imamo zdaj kot smer ansambl Zadete, kar pomeni, lahko dobiš narodno, lahko dobiš zabavno, lahko dobiš cela praznovanja, poroke, vse eno. Imamo smer Kantare, ko imamo malo bolj na hudomušen način, ko malo parodij delamo. Tudi dejansko Eva je zdaj postala tudi reden del Kantare. Tako da javno, na tak način pa imamo pa smer Eva, ko pa delamo za čisto avtorsko glasbo, ampak spet v smeri recimo z poudarkom na Evo. Tako da, če prideš na koncert od Zadetek, od Kantare pa od Eva, bomo na odru isti ljudje, ampak koncerti bodo pa popolnoma drugi. Ja. In to je ravno ful fajn, ker se potem nekako eno z drugim dopolnjuje. Tudi biznis se dopolnjuje, da skozi imaš delo, pa tudi vedno je drugače, da nam ni dolg čas. Dobesedno roko na srce. Kar nam hitro rata. Da ne greš samo v eno smer. Ja, to je dobro, da je malo tako bolj živahno, razgibano. In tudi recimo sama grupa kot Kantare, že ko smo nastali, smo bili popolnoma različni med sabo. Koliko cajt obstaja Kantare? Enih 5 let. Kantare je ansambl Zadetek imate zdaj 10 let, ne? Tako. Pol imaš Kantare. 5, pa kot Eva na novo. Bravo. Tako da... No, vsakih 5 let mora biti nekaj novega. Mora se nekaj dogajati. Jaz sem zdaj že dosti, zdaj bo preveč. Čez 5 let pa bomo izumili, ne vem. Ne vem. Ampak v glavnem, dejansko Kantare smo nastali na zboru druge gimnazije, smo vsi člani takrat osnovni 3 peli. In jaz sem takrat ravno bil začenjal prav študirati, šel sem na faks in pač ravno sem šel na, takrat je to pogrebništvo naše nastalo. Bil sem na enem pogrebu, ko sem pač gospod poznal in tam so peli 5, 6, 7 starih pevcev. To je bilo bore me slabo. Pač iskreno. In jaz sem si tako mislil, oni so za to plačani, ne. Mislim, to bi mi dejansko lahko ful dobro naredili. In jaz sem takrat poklical ta 2, ki sta bila pa od začetku, Alen je še zdaj. Čuj, kaj bi prišla kot pogreb za 5, ne, sta bilo takrat, kaj sta bo narobe, ne, prvo. Nasploh, ker pač jaz sem malo poznal, jaz sem bil z narodnih vod, malo klasike. Prvega tega Alena, ko sem poklical, on je metalec, rocker, čist XY smer. Zdaj se je malo spremenil, no, zdaj se je malo, ampak takrat pa hardcore metalec. Čisti metalec, nič druga ni poznal. Ko sem jaz njemu prvič v Dolini Tihi predstavil, je bilo to, on se to šel naučiti. On tega ni poznal. Čist XY smer, kaj ima on, Pomaranča, pa Iron Maiden, pa samo to, nič drugega, popolnoma druga familija. Pa še tretji, ki pa samo klasika, ki se tudi mogo Roblek učiti, ker tudi ni znal. Mislim pač res... Oni že z take klasične družine, da. To, Smolar edino poznane. Ja, Smolar pa opera, to. In smo že takrat dejansko izvirali iz 3 popolnoma različnih smeri. Zdaj še Eva prišla zraven in tudi recimo na teh pogrebih nas to fejs popelje, ker boš hotel Avsenika, boš dobil original Avsenika. Boš hotel AC/DC, smo že tudi peli, boš dobil original AC/DC, ker je on rocker in v nulo naredi to. Tako da že kot Kantare, ravno zato ta štos nastal tega mešanja vsega, ker smo mi bili vsak popolnoma druga smer. Popolnoma druga smer. In tudi zdaj, ko je Eva zraven, če pogledaš celotno grupo, torej za nas je 6 ljudi, jaz sem najbolj na jazz, ti si dejansko, sem delal recimo tudi jaz klasiko pa narodno, ampak sem najbolj na jazz. Ne vem, opredeli se... Jaz ne vem, kam bi se dala, ker je tako, čez leta se je ful spremenjala. Jazz, pop, več glas je nekaj v tem smisla. Naš Alen je še vedno rock, metal, čeprav in delo je klasiko znamo, bili smo skupaj isto na solopelskem oddelku. Na solopelskem si peli. Pa vse skupaj, ampak je nekako najbolj v tem, pa Franca Košira ful ponaša. Pač XY, ne. Imamo Lukeja, kitarista, Zadetka, ki obožuje zborovsko petje, imamo potem Sebastiana, basista, ki je še vedno čisti narodnjak, pa imamo Bobnara, ki je v tehniko pa v rock. V rock, ja. Ne, ampak ni pa metal. Tako da dejansko nas je še zdaj 6 članov v 3 različnih smereh, ko je vsak popolnoma svoje. In se pač dopolnjujemo drug z drugim. Ne, to je top. Ja, tudi veš, širok spekter vsega. Tako da nam nič ni tuje za igrati, to je ful dobro, ne. In, ne vem, prijemo mi tudi z ansamblom in pač pričakujejo, da boste igrali narodno glasbo, pol pa ob enih po noči igramo Siddharto, pa so tako, pa ne ono pa Siddharto toliko, da malo igramo, ampak igramo Siddharto konkretno, z vsem skupaj. Tako mi tega nismo najbolj pričakovali. Ne? Mislim, ne bomo igrali
na zlati poroki 18-letnim starim si darite pa roka nažigali. Ali pač, mogoče znaš, da pač, veš. ne. Ampak tam, ko pa vidiš, da bo to palilo, pa zdaj igraš, pa so si tako opala. To pa nisi pričakoval, ne. Isto kontra, naročiš kantare, lahko marsikdo pričakuje zborovske petje, pa bomo en slaček zapeli, pač ne vem. Tako zanimivo je v glavnem nastalo, no. Znotraj cele grupe. Vajna vrlina, bi lahko rekla, je tudi, da v bistvu pišeta pesmi in potem tudi naredita cel angažma, ne? To je bolj Matic. Dejansko, ja. Dejansko Matic je tisti, ki napiše. Kdaj je prva pesem nastala? Kako to sploh nastane? Ali tukaj... Prva pesem je pa nastala let nazaj, v začetku Zadetka, ko smo tako si mi pravili sami napisati. Če zagledam tekst, mi je sicer malo hudo, ampak dobro, kakaj pa so neke napake, pa tam, ampak pol se pa sproti očiš. Jaz sem vedno bil, pač z ansambla je meni to ven nastajalo, ne. In sem bil tak, vsi so devali pesmi pisati, pa in drago je in vse skupaj, pa se prav vse je ogromno dela s tem. Ampak sem bil tak, zdaj, če nam bodo drugi pisali, mi bomo zveneli tako drugi, pač dajmo si probati sami, zakaj pa ne. Nek svoj stil ustvariti. Tako, pa takrat smo še malo tako šlatali, pa to, pa smo pa bili na Ptujskem festivalu, čeprav takrat nismo nič dobili, so bili tak, skoraj bi vam dali za naj muziko, pa na Števerjavno tistem sem recimo takrat dobil za najboljšo melodijo Števerjavno, niti sekiral sem, nisem s tem niti pričakoval, niti nič, ne. Meni je bila sama izvedba važna, da čim boljša. Na Ptujskem festivalu vem, da je takrat bilo, ko sem mislim, da 3. ali 4. besedilo tako me napisal, pa je do mene stopil gospod Francis Mrekar, ki je bil v tem društvu, mislim, da je bil glavni društva pisateljev besedil, tudi, ne vem, pise, pevcu spomin, mislim, da pa tak pač res besedila narodne glasbe, res lepa besedila, pač vrhunski pisatelj, pa stopi do mene, random, pač jaz sem vedel, kdo je on, jaz sem bil tam nič, jaz sem začel komaj, ne. In je bil tak, ful dobro besedilo, kako to, da si naredil, da gremo nekaj spit, boš mi malo povedal. Tak, je bil tak, ja, pač skoraj bi dobil, mislim, potem so neke male stvari slovnične pa to prevladale, ampak hodili smo ti dati nagrado za besedilo. No ne, pač ono prav šokiralo, ne, mislim, res nisem pričakoval točno to, ne. Pač sem bil tak, ok, v glasbi sem domač, tekst sem pač probal, ne, mislim, napisati. In tam je dalo ful zagona in sem tak, zakaj ne bi, pa zahteva face časa. Mene najbolj matra, o čem naj pišem, kako ne zdaj s temo naredim besedila. A to še te zdaj vsi To me še zdaj matra. In pol pač nekako steče, no in tudi zdaj, ko mi dva recimo, ko smo album delala, pa to, tako sem rekel, imamo znanje studijsko, imamo znanje inštrumentov, znanje vokala, znanje pisanja in ponavadi se jaz sedem v studio, tako sem rekel, pokličem, evo, da to mi zapoj, ko še ni cela predba nareta, je tako, kaj te to namaš. Ja, ponavadi je tako, oj, daj Matic, daj nekaj druga. Ko prije 2 dni kasneje, po 20 urah dodatnega dela, tako, se je kar dobro, sem tako, hvala. Ne, to vse zmiksama, te potem to traja en teden, ker z ničem nisem zadovoljen, pač neke male stvari so, pa popravljaš, pol te nekak je, pa tako, kaj bi posneli za video spot, pa smo se tudi video opremo dejansko nabavila, zdaj neke večje projekte si nabavimo, pač se zmenimo z snemalno ekipo, ker vseeno ne moreš sam. Rabiš ljudi od zadaj, rabiš fokuse, ti moraš biti tukaj. Za kakšne manjše projekte ali pa take spote, pač vedno boljše, kot da daš samo video ven, da je vseeno neki spot, ne. Ali pa ko gremo kaj za ansambl posnet, nam Eva snema, pa tako, da dejansko lahko cele te projekte naredimo sama, no. One man band. Ja, dejansko si vse delamo sama. Ja, vse si delamo sama. Ampak vseeno, tudi mislim, ko sem gledala, kvaliteta je dobra. To, da ste kupila vse stvari, to ni poceni špas, ne, tudi studio v končni fazi. To je drago. To je drago koža, Fran. Ja. To je investicija, če dejansko smo študirali in smo bila tako, ok, lahko plačamo nekomu, da gremo k nekomu posnet, da nama nekdo komad napiše, da nama nekdo video spot posname, ampak so te stvari toliko drage, pa tudi je drugače, ker imamo ful veselje. Jaz sem vedno imela z videom veselje, neki video spoti, ful idej. Matic je vedno se htel v to audio produkcijo, vreč pa smo tako, dajmo mi dva to sama, bomo že naštudirala. Ampak prvi izdelki, glih zadnji smo se vsedla in smo šla gledati nazaj. Od začetka. Ker zdaj smo snemali spot za ansambl in smo bila tako, ok, zdaj ko je končano, gremo pogledati za nazaj, ker me zanima, kakšna je razlika, ne. Prav vidiš, kako raste skozi leta, ne. Je drago, ampak je pa tudi fajn. Edino, kaj pač je potem, kaj se pa pozna, požere pa ogromno časa. Tega pa ne, ker smo redna služba imamo, ogromno pogreba moramo narediti, pol moramo govore napisati, pol imamo jaz za poroke za teden, pol imamo midva kakaj intervjuje, pol samo nalaga se, pol kakaj koncert pride. Ko vse to narediš, te pa moraš začeti študirati, čakaj novo pesem, mogo počasi nekaj napisati, ne. Ker tako priješ ob 7 zvečer domov, pa si tako, kaj ima zajedla, ali pa bom nekaj novega napisala, ne. Tako da ful časa vzame, ampak je nama tudi, ne vem, veliko
fajn je, ko prideš na oder, ko lahko od neke svoje komade narediš pa to, ampak pač pozna se, da smo že v eni stvari full biznisa ustvari, tukaj pa novo začenjamo delati. Ampak to, kaj novo začenjamo delati, je veliko bolj satisfying, kako ne rečem, veliko še bolj pestro in bi radi potem v prihodnosti, če bo ta nova stvar ratala, pač več fokusa dali v to. Ne? In imamo potem dejansko cele grupe zadaj, katerim lahko damo pa tisti biznis in tam dalje peljejo. Tako da trenutno je časovno zelo, zelo naporno, ampak je pa fajn. Spozaj, ko se ti koncerti bližajo, zdaj, ko imam jaz tega 30. augusta tu v Lenartu, je ful nekih vaj, da potem pa iščeš pesmi, ki jih ljudje poznajo, pa ki so tebi všeč, pa da celi band nekako skupaj zazveni. Že to imaš 200 vaj, pol projema spet lučke posebej, pol da bo resno tipi topi. Celi koncert ima posnela, pol ko ima celi koncert posnela, moramo narediti dve stvari, pol je treba vse audio porezati pa pripraviti, pol je treba vse video porezati pa pripraviti in res vzame čas, če hočeš vredo, ne. Ampak če ni vrejo, te pa... Ja, pa to, kar smo zdaj naredili, se mi zdi, da je tak klep, malo nekaj mešanega na žaru, bi lahko rekli. Zato ti koncertah, da bo po mojem ful fajn. Mi že ful čakamo. Res so lepe pesmi, tak, z nekih... Take so, da so poznane, pa niso poznane. Tako. Ne, ker mi, mogoče tako kot publika, doskrat mislijo, se oni pridejo pa odšpilo, pač rečejo si, dajmo telih 10 pesmi, pa je to, ne. Ampak lih to ozadje se mi zdi dobro povedati, da pač se ve, da je ogromna energija in truda v priprave na koncert, pa po koncertu še zato vas ni končano, ampak še kar traja, da se zadeve dajo, ne vem, ven na splet, da se zadeva pripravi. Ogromno časa gre za to. Zdaj, Matic, rekel si, jaz sem prav prepričana, da vidva v bistvu živita od glasbe. Ja, živim od glasbe. Sta tudi zaposlena, a mislim, imate še kakšne druge dodatne službe? Najino redno delo je petje na pogrebih. Aha, to od je tega. ta reden šiht. To je tisto, kar je resno, fiksno, to je taki šiht, ker nista... Ker je v bistvu na ad-call, mislim, ni... Ja, zato se je z nama problem karkoli več kot 2-3 dni naprej zmeniti. To hočem. Velik problem, razen če rečemo res zgodaj ali pa res večer, ko mene nekdo kliče, kaj lahko naslednjo, če recimo, kaj je dan sreda? Četrtek. No, če danes mene nekdo kliče, kaj lahko naslednji četrtek ali pa naslednjo sredo ob enih se dobimo, sem tak pojma nimam, poklič me v ponedeljek zvečer. Dejansko, ne veš. To je prehitro. Ja, že to je prehitro. Lahko dam cel dan fraj, lahko dam ni šanse, da me dobiš tisti teden. Pač to je malo ta specifika tega tukaj. Ne? Ampak delamo pa dejansko samo to, pač ti pogrebe so nekako resno stabilna, pa resno se trudimo, ko pač je taka specifika, da resno naredimo neko lepo slovo in za družino in za pokojne in tak dalje. In moram trkati, da nam tukaj resno uspeva. Se resno damo dela in truda v to, da je ogromno res tako, kot mora biti. Da tudi vključiš neko osebno noto noter, da se ljudje lažje, ne vem, moraš narediti posebno, ne moreš pač priti tja odpet, ne vem, tako na planincah. Pač moraš dati neko emocijo noter, ker tudi svojci to drugače začutijo, da jim nekaj več, kot pa nekaj so zapeli, pa so šli. Ne. To je res kvaliteta pomembna. Ja. Na nekem špilu, če gre nekaj mimo, pa to se nija vezati. Dejansko, ja. Tukaj pa mora biti resno oddelano. In tu smo se mi ravno zaradi tega našli, ker res mora biti vrejo na heto. Drugač pa ja, to z ansamblom delamo za vikende. Mi dva pojemo presenečenja, prireditve, mi dva pojemo poroke, zadelamo na tem na albumu, da bi lahko s koncerti pa s tem začeli. Tako da samo muzika dejansko, ja. Wow. Res na full time, ni to. Na full time, ja. Dajmo še mogoče zdaj malo se bolj dotakniti tega vajnega prvega albuma, kaj nastaja, kaj se dogaja, koliko bo. Dajte malo več povedati. Ja. Dejansko album zdaj že delamo 1 leto, ravno zaradi tega, ker je tako vse natrpano, da res, ko najdemo čas, se vsedemo dol, pa probamo nekaj narediti. Zdaj, koliko komadov je približno? Trenutno jih je 9. Trenutno jih je 9. Upamo, da jih bo na albumu 10, če bo nama čas to dopustil. Drugač pa tak, se mi zdi, da se ful opazi v tem prvem albumu, da se še nekako iščemo v zvrsti, ker je malo vsega, pa ful je taki eksperimentalen. Ja. Ne vem, ko sem jaz prišla, Matic je napisal en komad, kaže tisti, enko taki upbeat ful. Ne vem. No, glavno, napisal en komad in sem jaz prišla gor. Smo tak, tega življenju v živo ne bi izvajala, ker me je... Ne, pač ne. Je tako, verjela, ko dala na album, ampak nekaj mora biti. No, res je, enih par takih komadov, ko so ful lepi, pa so meni ful všeč.
Tudi ta, ki gre zdaj na festival, pa ta, ki je bil zdaj izdan, pol se enih par komadov, ko bi rajši videla, da jih ni gor, samo nekaj moraš dati na album. Sam bolje pa tako, bolj vas Pa pokažem nekomu našemu je nekaj bendu. všeč, nekomu Ja. nekaj. Pa ravno ne. tukaj je rekla, ona tega ne bo izvajala v živo. Bendu Pa je se tako meni všeč, tudi da bi nekaj, si sam ja, poslušal. njim pa to najboljše, pa sem tak, pač te pa bo dala, bolj kot te veš, na koncu bo pa to ne bo ratalo, ne, pač, okej, kaj Ja, se te. to je lih to na To je različni problem, ne veš, okusi, kako ne? bo Ja. uspelo. Ja. Da dejansko, pa ful se vidi, da smo se začela, tudi jaz sem začela neko svojo barvo glasu iskati, pa se čist neko drugačno smer razvijati, kot to, kar sem zdaj delala, ker vseeno sem delala čisto klasiko do zdaj. Zdaj pa nekako raziskujem te pop jazz varianto vod. Matic se je tudi začel fajn učiti z to studijsko in prvi posnetki, ko jih gremo za nas poslušati, smo tako, da jih gremo vidva še enkrat celi album Smo že posnet. popravljala zadnji Smo naš, že vse ne? popravljala, ampak polko čez 3 mesece poslušaš si spet tako, da je vse na novo. Samo če bi to tako delali, bi tako lahko To nikoli ne bo nič šlo. ne, 10 tako let da. delali album. Zdaj omenila, koliko sta napovedala bo album v slovenskem in angleškem jeziku? Še to drži? Ja. Pikirata na tujino, preboj v tujino? Zdaj v osnovi, tudi ta, kaj bo izšel, je v slovenskem jeziku. Tako. Imamo pa dejansko vse iste pesmi zadnji pripravljene, ne še vse, tudi v angleščini. 1, 2, 3 že imamo posnete, ampak spet je tisti čas. Zdaj pa nasploh tukaj, ko se nam je začelo ravno s tem festivalom Morje in sonce in vse skupaj malenkost bolj odpirati, smo pač malo več časa v to namenila. Bi pa z veseljem pa delamo tudi angleško. Nasploh kot kantare se nam je takrat začelo ogromno v tujini odpirati in vse skupaj. In gre se preprosto za to, da je velik trg, pa mi dva pač imamo rada svet, roko na srce. Ne, ogromno potujemo in vidimo, kaj ljudje približno poslušajo. Pa tudi malo veš, da lažje je iti na širšo publiko. Tak, pri nas je 10% zelo malo, mislim, je zelo malo ljudi, vseeno smo mala država, pa še vedno se mi zdi, da lahko tu uspeš. Vse so dokaz za to Žan Serčič, pa Jan Plestenjak, pa Nina Pušlar. Ampak se mi zdi, zakaj ne bi te glasbe, ja, se slovenščina je zakon, ampak zakaj ne bi glasbe širo še dlje, se ni to point, da... Če ne lahko, ne. Če le lahko, Tudi mi dva, ko potujemo, nama je vedno tako zanimivo, ko pridemo domov, pa gremo do babice pa detka, pa so tako, ja, samo Slovenija je še vedno najlepša. In tak, ki pa sta bila do zdaj? V Sloveniji pa Norveška. Vse Slovenija je ful lepa, res je lepa, bila smo po celi Sloveniji, ni da ni, Pa je res pa še vedno mala. Ogromno imamo napram drugim Ogromno, državam. res imamo ogromno, imamo morje, imamo gore, imamo vse skupaj. Tudi ljudje so full fajn tu. Tako, ampak jaz še vedno rečem, pač na planetu živimo, ne znotraj meja, ki smo si jih ustvarili. Zakaj bi bila zdaj pa Avstrija slaba ali pa ne vem. In mi dva ful rada gremo, res rada potujemo, nasploh zdaj se mi zdi, gremo čim bolj po svetu, koliko je možno. In smo bila, ne vem, od Amerike, Kostarike, Tajske, Mauriciusa, ne vem, pač vedno, ko iščemo novo lokacijo, čim bolj stran od vsega, da je čim bolj drugače. Pozabo si omeniti Islandijo. Islandija. Islandija. Kjer si zaročil, evo. Recimo, no, ne. Ne, se ne. To je nekaj različnega in pač zakaj ne bi? Nasploh se mi zdi, bolj ko si samo na eni lokaciji, bolj si tako, ja, samo tu je v redu, samo te ljudi poznam. Ko pa nekam greš, pa malo spoznaš ljudi, pa si tako, oni so tudi ljudje, radi se imajo fajn, radi pijejo, radi, ok, včasih ja, včasih ne. Dejansko Pač, so ene države ful nam podobne. samo se mi tega niti ne zavedamo. Samo se mi tega sploh ne zavedamo. Ne? Mehika, to je, mi smo si tak. Svetovni zoja. To dejansko in hrana, in glasba, če jo že tako poslušaš, je nam zelo blizu. Zato je tudi ogromno nekih uspešnic iz Mehike, ki pač so tu V tem pač koncu sveta preslovenjene, uspele, ne? oziroma po hrvaščini. Ja, dejansko. Jugoš je Hrvaščino bila to. spremenjene in so se tu ful poslušale. Pa smo mi dva v Mehiki bila, pa smo poslušali, čakaj, ni to neki naš komad, a ja, dobro, naredili so ga, ok, v redu. Ja, ko moramo kaj Dejansko si je ne. kultura ful podobna. Smo se z zelo dosti ljudmi tudi pogovarjala in tudi način vzgoje in vsega je pač zelo podoben nam. No. Z Mehičani smo si ful podobni. Po Ja, to je principih in vse Temperamentni narod, Ja, ne? ja. Predvsem to. Zdaj pravim, ravno iz tega mi dva gledamo, pač, pa tudi nas je 2 milijona ljudi, ti moraš tukaj bolj kot ne celotno publiko usvojiti, če hočeš nekam priti. Medtem ko svetovno gledano, pa lahko ti ni cela, nič 5% publika osvojiš, pa je to 40 milijonov, ne vem, od oka rečeno, pa lahko imaš full kariero brez problema. Pa vem, da je težko, jasno, da je težko, niti slučajno ne pravim, da ne bi v Sloveniji delala, ker tudi prvi album bo v slovenščini, tudi lažje je, tudi domači ljudje so, imaš neki svoj community in tako dalje.
Ni pa se pravim za nami to, ko vsi reče, ja, moč biti doma, pa nikamor drugam, pač svet smo, mislim, ljudje smo, zakaj pa ne? Se mi zdi, da to, ko potujemo, nam je dalo samo neko dodatno znanje, ful nekih novih idej. Tudi ena pesem je na bossa nova način, ker smo v Mehiki bila v enem lokalu in so si oni tam lepo špilali pa plesali. Tam še me je en domačin zgrabil, da sem mogla iti z njim plesati in smo bila mi dva čisto navdušena in smo tudi komad napisala. Ampak res, oni so tam tak na chill. Na easy, ful. Ko pri nas greš, pa nekdo tam je, pa daj sem magnem se zdaj pogovarjal. Kaj da rekli ljudi? Pri nas je še vedno tisto, kaj bo sosed rekel. Ja. Jaz to imam, jaz to tudi moram imeti. Pri njih je pa tak, pač uživaj, daj, ne, na se sekira. To tudi najna poroka je sva, ne, vseeno, kaj bodo vsi drugi mislili, jaz sem pa fajn imela. Če se boste imeli z nama, se te imeli, če se ne. Ti se moraš imeti fajn. Tako. Se pol mislim, da to tudi energijo potegneš zraven, take ljudi ste, ne. Tako da prele Seva sem malo omenila mi tale festival, moramo ga malo še obdelati. Povejte mi kaj več o temu festivalu, Melodije morja in sonca. Tako, ja, dansko nama je letos uspelo priti noter kot, mislim, nama, meni, ne vem. Tebi. Ok, nikoli ne vem, kako naj to rečem, vseeno si zraven, si naredil 90% dela. Nama je uspelo letos priti noter. Konkurenca je bila ful velika dansko, če se ne motim, so rekli, da med največjimi do zdaj, vseeno je bilo 109 skladb prijavljenih. To je kar veliki festival, zraven popevke, ki so jo nažalost skenslali, ampak o tem, to je predolga tema. Festival Melodij morja in sonca pa ima res že eno zelo dolgo zgodovino, ogromno nekih slovenskih avtorjev je tam zelo dobro uspelo. Nama je letos ratalo noter priti sicer kot rezerva, torej izbrana po komisiji 12. Ja, potem takem, ker so 4 povabljeni. Vseeno so povabijo noter nekoga, ki je že dostikrat zmagal, pa nekega avtorja, ki bo napisal besedilo, letos je to Feri Lajnšček, če se ne motim. Ja. Pa potem najbolj nadobudnega mladega, pa še nekoga noter povabijo. Pozabila že koga. Dobro. Glavnem še nekoga noter, glavnem 4 ljudi ali 3 povabijo. To je ful velika čast, no, da smo prišli noter kot rezerva. Sicer zdaj čakam, da to je zelo grozno reči, ampak da vskočim, da nekdo zboli ali pa odpove svoj nastop, kar nobenemu sicer ne privoščim, da se mu to zgodi, ker smo res ena taka fajna druščina, ki smo se povezali med sabo vsi tekmovalci nastopajoči, ki so pač res zelo dobri glasbeniki, sploh ko jih zdaj spremljamo, ker ogromno objavljajo. Da jaz pač res upam, da vsi noter ostanejo. Bi bilo pa fajn iti tja. Pa tudi po mojem, mi bi bili zelo veseli in ponosni, ker mislim, da bi bila prva iz Slovenskih Goric, ki bi nastopala na takem festivalu. To pa ne vem. Mislim, da še Ni bilo? Nekega ni bilo, no. No, jaz sem Bi bila tiček velika mal. čast. Pol bi prišle Slovenske Gorice dol v Portorož. Če ne letos, pa drugo leto. Če ne letos, pa drugo leto. Prej ste tudi omenila, da je ta festival ful taki bolj iskreni, pristen, da ste zelo lepo navezali stike, tudi sama organizacija je zelo vrhunska na nivoju. Ja. Vsaj po najnih izkušnjah je bilo tako, no, mislim, res so te vzeli za svojega, res je bilo vse sproščeno, ni bilo, ne vem, dobene tekmovalnosti čutiti, vsaj mi dva nismo, no. Tudi sodelujete na teh, mislim, prav vključujejo vas. Zdaj na festivalu so zelo velika slovenska imena, vseeno. Noter je Prizma, ki je že zmagala, trikrat so zmagali že festival, potem so Bebop Ladies, ki jih vsi poznajo, pa so ful prijetne, res tudi. Se mi zdi, da so med prvimi stopile do mene, pa spet tako zdravo, pa se lepo predstavlja. Mene je to ful šokiralo, ker vseeno si predstavljaš, wow, to so neke velike slovenske zvezde, to bojo zdaj prevzetni, pa se ne bojo hteli pogovarjati, pa mi smo nekaj, ampak ne, ful so v redu. Potem imaš trio Vivere, ki so tudi zelo prijetni. Kdo še je tak? Potem je ogromno nekih mladih, ki zdaj na novo nastajajo. Imamo Mariborčana Žana Videca. Ja. Ki je neki svoj pop-soul varianto fura, zelo dobro, res zelo dober glasbenik. Potem smo imeli, kaj je bila Martina, ona je Zamejka, iz Trsta, če se ne motim, tudi zelo dobra vokalistka, pač res so vsi ful dobri in vsi so v svojem življenju nekaj ustvarili. Sploh, ko smo bila na
na tej konferenci smo komaj opazili, kako so ti ljudje naredili, pa mi sploh o njih ne vemo. Tudi dansko sem jaz druga rezerva, prva rezerva je Peter. On je bil v Los Angelesu, pa je delal za neko veliko produkcijsko hišo, je snemal. Pa mi tega sploh ne vemo. Pač ti ljudje so res ogromno naredili, pa se ful premalo da na to, da so v svojih življenjih in karierah ogromno ustvarili. Pač, se vem, v Sloveniji se ogromno da na šport, pa se je prav, ampak imamo pa tudi ogromno nekih glasbenikov, ki davajo svoje življenje v svojo kariero, pa se premalo o njih govori. To ne samo glasbenikov in umetnikov in režisarjev in vsega skupaj. Ja. Vse to je glih meni, bi rekla tako, mi smo sicer zelo majhni, ampak kljub temu, pač naša ideja je bila lih tega neokvirjenega, teh podcastov, da dejansko predstavimo ljudi, ki delajo, damo seveda poudarek na lokalnem, ker smo lokalni mediji, da damo glas ravno vam, da daš nekomu priložnost, da se predstavi, da ga tudi ljudje osebno spoznajo. Ker imamo ogromno dobrih zgodb, ki pa se ne predstavijo. Mislim, dosti krat te mediji rečejo, veš, mi smo na klike plačani, pa imamo te svečke, pa kdo se je poslovil, pa kjeri vplivnica hodil in ampak vi dejansko garate za kariero, ko pa uspete, pa ljudje mislijo, sej pač. To vam je bilo dano. To je veliko, ja. Isto tu čelo, svem, sem ona tudi rekla. Ja, garala sma celo življenje, da smo prišla do te točke, da smo zdaj prepoznavna. Ni zdaj to, čez noč smo. Ja, ampak si dansko mislijo, dansko je bilo tako, ful je bilo dobro. Glih, ko se je pojavil ta razpored, oziroma seznam nastopajočih za Melodij morja in sonca, pa sem jaz malo gledal, jaz teh ljudi ne poznam, kdo so, ampak pač dansko, če jih greš malo pogooglati, ogromno njih zveš. Ampak se mi zdi, da moraš res iskati, kdo je ta človek, da nekaj o njem zveš, medtem ko če bi pogooglali, ne vem, kaj imamo takega. Luka Dončić je ful preveč znan vsem. Imamo res takega nekega, ne vem, športnika, ki je tu. Jaz nisem športov, pojma Jaz nisem problem. To je tudi bolj moja. Ni moja vrlina. Ne vem, se mi zdi, da treba je dosti več, tudi nasploh, pa dobro, zdaj ne vsi mediji, ne bom vseh v isti koš metala, ampak tudi že neka poročila, pa to ful dajo na šport, pač glasba je tisto malo tam. To, kaj se v Ameriki dogaja, kaj se pa v Sloveniji dogaja, pa noben ne ve z glasbeniki. Pač. V končni fazi, če gledava čisto komercialno pop TV, se imajo pop in pa imajo šport, ampak v pop inu vse drugo še govorimo. Šport je pa šport, Govorimo o Adele, pa o tistih res top 5 glasbenikih, pa je to. Mogoče, pač vse omenijo, ne bom rekla, da ne. Omenijo, da je bil neki slovenski film, pa da je bilo tako, ampak imamo pa tako nekih talentiranih umetnikov v Sloveniji, ki pač ne dobijo prepoznavnosti samo zato, ker so umetniki. Kar je ful narobe. Se pravi, tudi športniki ogromno delajo, ne bom rekla. Ampak, da lahko bi se. Svako jim čast, niti slučajno. Ogromno to povedovanja pri vseh. Jaz vedno rečem, tudi pri vsakem poklicu, katerem koli zdaj, če gledamo na splošno, da nekaj dosežeš, da nekaj lahko pokažeš, je dejansko res garanje. Ljudje doskrat povšalno mislijo, da vi sem stopite na oder, se Evi je lahko ona, mi tak ta glas ima, pa malo zašpila na klavirček, pa je to. Ampak dejansko na vseh področjih je res ogromno garanja, da ko ti prideš, da si nekaj dosegel, pač ljudje je zelo, tako kot tista iceberg, ko imamo tisto sliko, vidijo samo zgoraj, spodaj pa je še mnogo več. Jaz bi zdaj vaju prosila za zaključek, sicer sem vaju prosila, da bi prinesla malo svoje opreme, da bi mogoče, zdaj smo ful predstavljali, kako je ta angelski glas in kako lepo pojeta in kakšne vrsti vse imata, da bi če mogoče našim gledalcem, poslušalcem dala priložnost, da vaju lahko slišijo. Če bi bila vidva za to, izbereta svojo glasbo, mislim, kjero bosta izbrala, jaz se ne bom utikovala, lahko je nova, lahko ni. Rada pa bi, da bi vaju slišali, ker sta... Jaz bom vzel ti pa napovej. Pa bomo zapela. Da veš, kam bom zapela. Edina, kjera je uri. Te bom pa zapela. Sicer vem, da vaju tudi lahko se posluša, imata vajen kanal, na YouTubeu, na Facebooku, se tam poklika, lahko se posluša, ampak v našem studiu pa še
tega nismo imeli, no, Premierno. priložnosti. Vse enkrat prvič. A se boš vtimal. Ja. Bomo zapela kar deževen dan. To je bilo Aha, eno to je izmed- zdaj frišno izdano, ne? Tako, to je bilo Tudi z dejansko- videospotom? Tako. Tega smo sama snemala, se vidi. Tu smo še začela. To smo začela snemati. No, ta pesem, ko je prvič nastala, se mi zdi, da je bila tak, wow, ej, Matic, bravo, to eno pesem si dobro napisal, hvala. Ne se drugače dobro piše, ampak meni ponavadi ni všeč. Jaz sem kar zbirčna. Ampak je drugače, mislim, je to kar izziv tole napisati, taj, da malo te žilice, romantika pa tega mora imeti. To, ne vem, imaš? Ne, se ne. Njemu pač mora človek dati temo, pa potem piše. Sem nekaj si na to na idejo prišel. Lilo je vuni. Točno. Vlivamo. On ima včasih tak na... On pride včasih na zelo zanimive ideje. Sredi ničesa. Najboljši komad od vseh albumov je tega, da mislim po najnem mnenju taki gre na MMS, če gre na Ja. MMS. Ampak Zato tega si- ne smemo izvojiti. Zato si je tudi zaslužil svoj spot. Tako. Poseben spot. Ok, se dejansko tudi pa rečemo zdaj, ali če uspe ga tam slišimo, kar bo fantastično, če pa ne, pa se potem bo predvajal, se kdaj potem- potem v juliju ali kako je to. V juliju, tako dejansko zdi. Potem Moj bo kar lahko. naslednji dan izdan. Ja. Moj. Ja, Nekaj super. tega je. Ko me Bova čaka. povedala datum. Hladno in deževno jutro se zbudi, ko pogledam zraven sebe, le praznina je in mi. Vsak dan bolj prazen, vsak dan bolj siv. Vse bilo naj bi enako kakor prej. Vsak mi reče, živi dalje, sama sebe rada imej. Nihče ne čuti, kar čutim jaz. Nihče ne ve, da manjka tvoj mi glas. Vsak deževen dan se spomnim na te, spomnim na te, le nekje v mojih mislih še si ti. V mojem srcu še je prostor za te. Še nekje v meni nekaj tli. Sonate se ne izgubi. Mi sonate se ne izgubi. Vsak si misli, da sem že okej. Saj se smejem in si rečem, raje tako me poglej. Nihče ne vidi, kar vidim jaz. Ko sem sama, je resničen svet. In takrat ne smeje me noben več ne pove. Le nema tišina, v sobi tema, ugasnem luči in spet sem sama, sama. Vsak deževen dan se spomnim na te, kje v mojih mislih še si ti.
Bravo. Čudovito. Ok, tole je bilo zdaj lepo, mislim, da ne treba več nič dodati. Lahko samo še dodam, da vse, ki vas zanima, Eva, YouTube kanal, Tako. Facebook, Instagram, vse posod, poklikamo, povšečkamo, pogledamo, vidimo se na koncertih, držimo Tako. pesti za Hvala lepa. melodije morja in sonca. Hvala lepa. Vam pa hvala, da ste nas gledali, poslušali. Če bi radi tudi naprej spremljali naš kanal Neokvirjeno, se všečkate tudi oziroma nas sledite na YouTubu, na Spotifyju, lahko pa nas tudi gledate po Facebooku pa Instagram profilu. Hvala.